Konec avgusta so se v Lendavo vrnili originalni izvodi prvih 3 tiskanih knjig na ozemlju današnje Slovenije. Prva tiskana knjiga na današnjem ozemlju Slovenije je tako po 450 letih vsaj za kratek čas ponovno doma v Lendavi. Samo velika stvar, to je zgodovinsko dejstvo, saj se na trenutnem slovenskem teritoriju prva natisnjena knjiga vsekako za malo časa, ampak se zdaj nahaja v Lendavi, zato je to zgodovinsko. Lahko pa osvetlimo današnjo konferenco iz več vidikov, saj je to lahko zgodovinsko, kulturno, seveda gospodarsko tudi in absolutno pa versko kot dogodek. Zgodovinsko zato, ker se lahko spomni ponosno Lendava na 830-letno tradicijo in v tej 830-letni zgodovini so v Lendavi bili izjemni posamezniki, kot se tudi iz današnje konference izkristaliziralo, delujoči na različnih področjih in tudi na teritorijih in so vedno v Lendavi našli primerni prostor, kjer so lahko delovali, tako od tiskarska, tako tudi od verske in tudi drugih dejavnosti. Veseli me to, da se je z pobudo, kot smo jo povedali, iz naše knjižnice strinjala tudi Galerija Muzej in tudi Zavod za kulturo madžarske narodnosti, ki smo skupaj složno pod okriljem občine Lendava organizirali današnjo konferenco. Se pa iz tega mesta iskreno zahvaljujem državni knjižnici iz Budimpešte, sečenje knjižnice, ki nam je za današnjo priložnost tudi dala na voljo in tudi našim občanom, da se ta izvod natisnjen izpred 450 let izpostavi in da na voljo v ogled vsem nam, ki smo zdaj tukaj. Kot sem povedal, gospodarski vidik je tudi zelo pomemben, saj v tem času v naši pokrajini tudi iz razprav današnjih predavateljev je bilo razbrati, da je obrtništvo in gospodarski vidik tudi pomemben. Saj, kot sem prej že omenil, v Lendavi so našli zatočišče iz različnih žanrov in delujočih ljudi, tudi gospodarstveniki, se pravi obrtniki na področju tiskarstva in dali pečat temu kraju, da je tu razvoj obrtništva še kako dobrodošel in dobrodošel tudi danes. Podjetniki in gospodarstveniki v velike meri najdejo naš kraj tudi že zaradi infrastrukture, ki jo imamo, kot mesto, kjer se lahko ustalijo. Po verski plati pa moram izpostaviti sledeče. Le redko tako veliko mesto, kot je Lendava, se lahko pohvali z 3 sakralnimi objekti. In vemo, da imamo tu katoliško cerkev, rimokatoliško cerkev, evangelikанsko cerkev in tudi sinagogo. Vse 3 cerkve so za nas tudi kulturne vrednosti. Moram pa izpostaviti tudi dejstvo, da smo v preteklosti imeli močno judovsko skupnost, ki pa sedaj v sinagogi zaradi dejstev iz leta 1944 ni več živo in tudi bogoslužja oziroma ne uporabljajo verske obrede sinagogo. Zato pa toliko več katoličani in nekaj manj tudi evangeličani. To so zgodovinska dejstva, zato je današnji dan v Lendavi zares veliki praznik in se zahvaljujem iskreno vsem svojim sodelavcem iz javnih zavodov, galerije, knjižnice in tudi Zavoda za kulturo madžarske narodnosti, ki so pristopili in skupno organizirali ta velik dogodek, da tudi iz zgodovinskih dejstev osvetlimo našo preteklost. Tudi jutri bo en velik dogodek ob 11. uri, ko se bo odprla razstava temu v čast in vsem našim tu živečim ljudem dala tudi priložnost, da se spoznamo zgodovino. Seveda, rek je sledeč, kdor ne ceni zgodovine, ta ne more graditi prihodnosti. In to je za nas tudi en nauk iz tega dne, da moramo spoštovati in vedeti za zgodovino, da lahko gradimo svojo prihodnost. 450 let izdajanja madžarskih knjig v obdobju reformacije v Dolnji Lendavi in sicer smo posvetili 3 knjigam Györgya Kulcsarja, Pridigarja in pisca v obdobju reformacije, ki je živel v
v Lendavi in sodeloval z mecenaturo Mikloša Banfija in tiskarja Hofhalter Rudolfa. Torej so se povezovali takrat v Lendavi, da so nastale te knjige, ki so še danes aktualne z vidika teologije, vere, literature in tudi zgodovine tiskarstva. Tako da današnji konferenci so prihajali predavatelji iz Budimpešte, iz Ljubljane, širše raziskovalne okolice in tudi iz naše regije, ki tu živimo in raziskujemo. In iz teh vidikov smo analizirali dela in sicer Pripravo na smrt, a halálra való készület, az ördög penitenciája, torej pogovor z hudičem in seveda prevod postile Biblije, kar je 1200 strani, kar je prevajal Kulčar György. Iz tega vidika smo se srečali tudi na tem področju knjižničarstva, ker je knjiga kot spomin na tisto obdobje, pa spominjamo na to, da se je začelo madžarsko tiskarstvo in nasploh tiskarstvo v Sloveniji, današnji Sloveniji, ravno v Lendavi. In je dogodek, ki je mednaroden, ker je tema tudi mednarodna in tako je glavna organizatorka, torej kot knjižnica in kulturni center, smo bili pobuda mi, hkrati pa se povezujemo z ostalimi institucijami in z ostalimi sodelavci. Sama konferenca, lahko rečem, je izvrstna priložnost za sodelovanje tako bibliotekarjev kot tudi literarnih zgodovinarjev, pa tudi raziskovalcev zgodovine knjigotrštva, založništva, tiskarstva na slovenskem in madžarskem. Še posebej je zanimiv prostor, ki si ga nekako delimo in ki nam priča o tem, da že 450 let in več na tem prostoru ustvarjajo ustvarjalci, znanstveniki, raziskovalci in podjetniki obeh narodov. Ko smo aprila v Budimpešti podpisali z nacionalno knjižnico Madžarske dogovor o sodelovanju, si seveda še nismo predstavljali prav vsebine oziroma različnih vsebin, pri katerih bomo sodelovali. Zdaj se te vsebine že rišejo, prav pred časom sva s kolegom Davidom na mednarodni konferenci govorila o sodelovanju na področju digitalizacije. Danes bomo govorili o sodelovanju na področju skupnih raziskav, zgodovine, literature, zgodovine, tiskarstva na tem področju. Lahko rečem, da se veselimo tega sodelovanja in da so to prave priložnosti tudi za vzpostavitev tesnejših vezi med dvema nacionalnima inštitucijama, ki predstavljata oziroma hranita en izjemno pomemben del nacionalnih identitet obeh narodov. Danes je v našem mestu velik, pravzaprav zgodovinski praznik. Po 450 letih so se domov v Lendavo, četudi le za kratek čas, vrnile knjige, ki so nastale v časih, ko tiskana in brana beseda niso bile samoumevne. Januarja letos sem prejel pobudo za današnji dogodek. Na občini Lendava smo jo sprejeli z širokih rok, saj se zavedamo, da je kulturna zgodovina eden najpomembnejših stebrov identitete prebivalcev Lendave. To kulturno dediščino zgledno ohranjamo, negujemo, častimo in se s prireditvami in dogodki, kot je današnji, tudi globoko poklanjamo. Niz dogodkov, ki se bodo zvrstili na ta konec tedna, kot tudi tematska razstava v Muzeju meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva, ki bodo na ogled do 31. oktobra 2023, pričajo o tem, da so v Lendavi živeli vizionarski in svetovljanski ljudje drznih idej in velikega duha. Ob tem bi moral omeniti tudi gospodarsko-obrtniški vidik tokratnega časa v Lendavi. Malo krajev se je lahko pohvalilo s takšnim izjemnim obrtniškim potencialom, ki je ne nazadnje omogočil mecenstvo in podporo dejavnostim, kot je tiskanje knjige. Malo krajev, ki se lahko ozrejo po 830-letni zgodovini takšnih potencialov in dosežkov, in Lendava se lahko, tako nekoč kot tudi danes.
Danes si težko predstavljamo prelomnost in izjemnost dogodka, kot je tiskanje knjige v tistem davnem 16. stoletju. Zato je toliko bolj izjemen in svečan ta trenutek, ko te po čudežu ohranjene, strokovno in skrbno varovane primerke lahko vidimo danes tukaj v Lendavi. Faksimilje ene od teh postila že več kot 2 desetletji velja za protokolarno darilo najvišjega ranga, ki jo podarjamo predsednikom in premijerjem držav ter drugim visokim gostom. Lendavčani smo ponosni na svojo preteklost in želimo si, da bodo tudi znanamci ponosni na zgodovino, ki jo ustvarjamo mi. Današnja mednarodna konferenca, jutrišnja otvoritev razstave Muzeju meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva, predvsem pa možnost ogleda teh izjemnih knjig širšemu občinstvu tukaj v Lendavi vsekakor sodijo mednje. Za ta izjemen dogodek so vse zaslužni mnogi tukaj prisotni. Ob tem pa bi rad izpostavil in pohvalil zgledno timsko sodelovanje 3 javnih zavodov, Knjižnico Kulturni center Lendava, Galerija Muzej Lendava in Zavod za kulturo madžarske narodnosti. Na koncu vam želim uspešno izvedbo konference in prijetno bivanje v Lendavi.